Podpora strankam. Guillaume, o čem pa danes razmišljaš? Bratranec Teo mi je rekel, da bi lahko umetna inteligenca nadomestila človeško delo. Njegovo delo mogoče že, ne predstavljam pa si, kako bi lahko UI nadomestila moje delo v pisarni, razen če bi pripovedovala odlične šale. Smo ljudje res za odpis? Prebral sem nekaj študij, ki napovedujejo, da bo UI vplivala na vsaj polovico vseh služb v prihodnjih 10 do 20 letih. Ja, druge študije pa napovedujejo vpliv na 15% služb. To je kompleksna tematika. Ljudje so se enako spraševali v času industrijske revolucije, ko so stroji nadomestili 90% poklicev v kmetijstvu. Danes si nihče ne želi, na primer, da bi vse spet ročno kosili s kosami ali da bi opustili rabo pralnih strojev. Vedno je tako z inovacijami. Že, ampak zdaj je drugače. Ko govorimo o informatiki, imamo v mislih avtomatsko obdelovanje podatkov. Ne gre za nadomeščanje delavcev, ampak za nadomeščanje intelektualnega dela. Umetna inteligenca bo nadomestila vse naše sposobnosti. In tudi nas. Počitnice za vse. Večini poklicev ne grozi izumrtje, samo posodabljajo jih. Kot je povedal Gregory Verdugo, ekonomist in raziskovalec, težko je napovedati, kaj vse bo postalo avtomatizirano. Zgrešila si bistvo. Ne, nisem. Pravim samo, da nisem jasnovidna. Ne vem, ali bo moj poklic kdaj popolnoma avtomatiziran. Vem pa, da nočem živeti v družbi, ki umetni inteligenci dopušča, da se odloča namesto mene. Kaj si želite vi? Kakšno je vaše mnenje? Preden odgovorim, bi rad izvedel več. Prav. Da se bom lahko odločil, moram raziskovati na lastno pest.